Naš tokratni župan pred mikrofonom je hrastniški župan gospod Marko Funkl. Prijazno dobrodošli pri nas v studiu. In lep pozdrav vsem skupaj. Torej, začniva najin pogovor z Vilo Desepi. Sveža informacija, svežejše informacije, dogaja se na tem področju. Občinski svet je to obravnaval na septembrski seji konec septembra. Zdaj, v bistvu ste že pravzaprav čisto tik pred tem, da začnejo ropotati stroji? Še ne? Ne, žal ne. Naj povem, da gre pri ohranitvi tega arhitekturnega bisera, ki po mojem presega okvire naše občine, za dejstvo, da smo se nekaj časa s Steklarno Hrastnik pogovarjali o prevzemu lastništva. Mi smo z zamenjavo zemljišč tudi zdaj postali uradno lastniki. Čakali smo pa na ugoden trenutek in ugoden trenutek je sedaj. Zakaj? Ker je v mesecu novembru se izteče rok za oddajo dokumentacije na en razpis, za katerega si obetamo, da imamo nekaj možnosti, da dobimo nekaj denarja za obnovo. Gre za razpis za obnovo lokalnih spomenikov lokalnega pomena, kar je vila že od leta 2007 in verjamemo, da bomo do 15. novembra to osnovno dokumentacijo sestavili. Ta dokumentacija bo pa potem podlaga za katerikoli razpis tudi v prihodnje. Tako da tudi, če ne bi bili uspešni, jaz verjamem, da je to pravi korak za občino Hrastnik in da bomo kmalu videli tudi kakšno izboljšavo. Okrog vile smo sedaj že majčkeno počistili, opravili prve sondaže, naredili arhitekturni posnetek, čaka nas še pregled statike ter priprava dokončne dokumentacije za začetek del. Drugače pa, vkolikor bomo uspešni na razpisu, pa se najprej predvideva ureditev odvodnjavanja celotne vile. Streha je bila zamenjena nekaj let nazaj na stroške Steklarne Hrastnik. Potrebno je urediti vse žlebove, potrebno je urediti celotno hidroizolacijo okrog objekta, kar pomeni odkop in hidroizolacija, zato da stavbo posušimo, da se lahko potem začne najprej z instalacijami, nato pa prostor za prostorom obnavljati. Zdaj, tisti milijon, ki ne bi ga dobili na tem razpisu, verjetno ne bo zadosti za tista prva obnovitvena dela. Ne, mi si želimo, se pravi, narediti dokumentacijo tudi za naslednje faze. To ni tako malo papirjev oziroma dokumentov. Potem, kot sem že rekel, celotna hidroizolacija oziroma posušitev objekta, pregled vse statike in vsega, kar se tam dogaja, konzervatorski načrt. Konzervatorski načrt, to je za tiste, ki ne vedo, kaj to pomeni. Vsak spomenik lokalnega ali državnega pomena mora imeti konzervatorski načrt, po katerem potekajo obnovitvena dela. Tukaj zraven je potem Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki predpiše za vsako fazo prenove postopke, katerih se moramo držati. To so prvi pogoji. Jaz verjamem, da bomo v tej fazi naredili vsaj še nekaj dodatnih produktov. Pogovarjamo se za en turističen produkt, ki bi se lahko že v tej fazi pripravil. Pogovarjamo se tudi, da bi lahko pripravili vilo do te faze, da jo vsaj minimalno lahko pokažemo tudi obiskovalcem na sami lokaciji. Jaz verjamem, da bomo vsem tem najprej na občinskem svetu 7. novembra, kjer bomo investicijsko dokumentacijo obravnavali, in na to takoj po občinskem svetu še predstavitev celotne dokumentacije, ki smo jo naredili, ker ljudi pa res zanima, kaj se dogaja z to stavbo in kakšni so naši načrti. Naj povem, da v končni obliki želimo noter vzpostaviti Hrastniški muzej, ga predstaviti iz sedanje lokacije, imeti nekaj prostorov za protokol, Steklarski muzej z enim takim predstavitvenim prostorom tudi od Steklarne Hrastnik, vendar pa obnova te vile ne bo iz danes na jutri, temveč bo to projekt, ki bo po mojem mnenju verjetno dolg nekje med 7 do 10 let. Dve vprašanji ste mi že snedli vmes, tako da nimam več kaj spraševati. Vsebine ste pravzaprav že povedali, kaj bo tam pričakovano. Tisti, ki smo malo starejši, smo se ozirali pred 3 desetletji in rekli, škoda, da tega ni in da se za muzej zapravlja denar, ampak zdaj pa končno dobijo verjetno tudi lutke in take vsebine tam.
Ja, vse, se pravim, vila je v osnovi steklarski grad, poudarek bo na steklarstvu. Mi na zgornji lokaciji že imamo Mlakarjevo stanovanje kot ostanek rudarskega stanovanja, imamo eno galerijo v Machine Houseu, se pravi v prejšnji strojnici rudnika, ki jo tudi želimo ohranjati kot objekt, ki bo namenjen neki tradiciji, tako da bomo mečkeno poizkušali tudi ločiti ta dva dela, se pravi rudarski in steklarski. En del pa bo, kot sem že povedal, tudi preselitev najbolj gledane hrastniške zbirke, to pa je, ne boste verjeli, stara učilnica. No, ampak vendarle, zdaj namen te dipolnosti, če tako rečeva, bo verjetno tudi zadržati ljudi kakšno urco dlje v Hrastniku, verjetno, ne? Ja, jaz mislim, da moramo sicer preseči te delitve na Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Jaz verjamem, da je naš končni cilj, da pripeljemo gosta, da ostane cel dan v Zasavju in vsaj en dan tudi prespi. Tako da jaz bi rekel, da če bo vsaka od občin svoje delo naredila, je povezava in navezava tudi na občino Laško, kjer pa imajo spalne kapacitete in gostje prav tako iščejo neke takšne atrakcije v bližini. Jaz mislim, da imamo vsi veliko dela, da pa bi lahko čez nekaj let ponudili res pester program v Zasavju. Zdaj, obrtno-industrijska cona, v bistvu zdaj vsak dan tisti, ki se vozimo bolj bi rekla pogosto, tam mimo opazujemo, kako se dela končujejo, končana še niso, ne? So v rahli zamudi izvajalci, ampak vendarle se počasi verjetno bliža tisti dan, ko imate kakšne informacije, kdaj ne bi se dela končala? Ja, dela morajo biti zaključena v tem letu. Plan je bil namreč na začetku 15. november. Vem, da smo bili z izvajalci na vezi, vsak teden potekajo preveritve faznosti tega odseka in da smo nekje en mesec v zaostanku. Tako da jaz si želim, da bomo resnici sredi decembra na tem delu, kjer se pa vsak dan pozna par metrov dodatne ceste, zdaj pa res grejo dela malo hitreje, ker je čez tisto najtežje območje so se že uspeli prebiti. Tako da jaz verjamem, da bo ta cesta ne samo velika pridobitev, tudi en lepši vhod v spodnji del Hrastnika in dobra podlaga za to, da obe podjetji tam začneta nove investicije, ki si jih, po mojem mnenju, obe podjetji zaslužita in da si tudi Hrastničani zaslužijo en tak lepši vstop v svoje mesto. Pa sta ta dva naložbenika, investitorja, kaj nestrpna, kaj kličeta, kaj sprašujeta, poizvedujeta pri vas? Ja, tovarna kemičnih izdelkov bi začela dokaj hitro rada graditi saj upravno stavbo, ker so, kot verjetno se tudi vaši gledalci vedo, da je država odkupila staro upravno stavbo z namenom, ker bo tam potekala trasa ceste Hrastnik-Zidani most. Zdaj po naših informacijah zaenkrat še vedno ostaja plan, da naj bi se začetek gradnje ceste Hrastnik-Zidani most pričel čez dobro leto dni in v tem času mora seveda tovarna kemičnih izdelkov začeti graditi in jaz verjamem, da tudi potem zgraditi upravno zgradbo. Skratka, gradbinci bojo spet v cajtnotu, bi rekli, po domače, ne? Ja, v Hrastniku zdaj od tega momenta naprej nekaj let mislim, da ne bo zmanjkalo dela. Dom starejših na Leši, zdaj se v bistvu počasi že bliža tisti rok, ko naj bi se stvari kaj premaknile. Kako kaže? Drži. Ravno danes sem bil na vezi z direktorjem Doma starejših občanov. Na portalu javnih naročil je bil zaključen en izbor izvajalca za zadnji dokument, ki je potreben, preden se potem izvede naročilo izvajalca. Podpis pogodbe sledi, se pravi, v nekaj dneh po tem, ko se postopek zaključi. Jaz verjamem, da bo začetek novembra ta pogodba podpisana, 6 mesecev je rok za izvedbo PZI-ja, na to pa sledi takoj izbor izvajalca in jaz si želim, da bi naslednje leto za občinski praznik občine Hrastnik imeli lahko že mogoče podpis pogodbe za izvajalcem in potem nemudoma začetek del, ker je denar v državnem proračunu za dom v Hrastniku rezerviran. Ko so že ravno na gradbiščih, se pa še vzriva po stanovanjih na Resnici. Tam se pa zdaj rok iztekel, ne? 15. oktober. Ja, drži. Na Resnici smo prav tako v zaključevanju dokumentacije. Naj povem, da smo tukaj kar precej daleč in da si želimo, da zdaj na vso dokumentacijo, ki se je sestavljala oziroma se sestavlja zdaj še z zadnjimi številkami, da lahko gremo v razpis takoj po potrditvi proračuna za leto 2025. Predvidoma imamo 19. decembra drugo branje proračuna in v mestnem času
času seveda še prijava na razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in to pomeni, da bi takoj po novem letu iskali izvajalca in v mesecu marcu pričeli z gradnjo. Naj povem, da zdaj ne več 72 stanovanj, ampak 84 stanovanj na Resnici. Vsa stanovanja naj bi bila najemniška, v partnerstvu pa je 1/4 stanovanj načrtovana kot občina Hrastnik, 1/4 Spekter in druga, se pravi 2/4, 1/2 Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Jaz mislim, da si Zasavje zasluži en tak modern kompleks stanovanj, najemniških stanovanj in naj povem, da je tukaj ministrstvo tudi prisluhnilo naši želji, da so stanovanja na voljo vsem iz regije, ne le občanom in občankam Hrastnika, kar je v skladu s tem, kar se dogovarjamo tudi župani, da gradimo po nekem smislu regijo, tako da ne grejo vsi projekti, vse 3 občine, ampak da se recimo ena večja obrtna cona načrtuje v Trbovljah, stanovanja v Hrastniku, druge zadeve recimo v Zagorju in tako naprej. Jaz mislim, da je to pravilen regionalni razvoj in si želim, da tako ostane. Ti deleži so verjetno tudi potem glede financiranja podobni, ne? Četrtina, četrtina in polovica. Točno tako. Zdaj se premakniva pa še v bolnišnico, pogledava, kakšno je stanje tam, splošno bolnišnico Trbovlje. Zdaj so ti obeti pravzaprav taki, zelo bi rekli, optimistični. Vi verjamete takim smelim korakom, ki jih obetajo zdaj vsi vpleteni? Jaz kot predsednik razvojnega sveta Zasavske regije moram reči, da sem vesel, da je končno prišlo do sestanka vseh deležnikov na enem mestu. Tega bi moralo biti več. Tukaj sem bil kritičen ne samo do sedanjega vršilca dolžnosti, ampak predvsem do bolnišnice kot takšne, do ministrstva, ne nazadnje, ker menim, da brez komunikacije, brez dialoga ne bomo našli nobene dobre rešitve. To, da se svet zavoda sestaja samo na dopisnih sejah, kjer razen potrjevanja sklepov ni točk, kjer bi se dejansko pogovarjali o vsebini, je po mojem mnenju napačen pristop in tu se je državni sekretar skupaj z predstavniki ministrstva in bolnišnico strinjal, da bodo to odpravili. Po drugi strani smo župani tudi mečkeno razočarani, da si v 2 letih nihče od ministrov, zdaj sta že 2, ni vzel časa in obiskal Zasavja na primarnem ali sekundarnem nivoju. Jaz mislim, da si kot regija zaslužimo pozornost in da si zaslužimo tudi te investicije, ki so bile obljubljene. Zdaj, beseda je bila dana, državni sekretar je nekako obljubil, da bo ministrica še pred novim letom obiskala Zasavje in da se bodo sprostile investicije, ki so načrtovane v Trbovljsko bolnišnico. Jaz menim, da vkolikor bodo te prvi koraki realizirani, da nimamo strahu, da bi dvomili v obljube. Namreč nekdo investira v takšno bolnišnico, je verjetno res nima namena zapreti. Upamo, da ne. Marsikaj se pri nas dogaja, zato so mogoče še kakšni pomisleki, ampak vendarle jih pozabimo. Zdaj pa še mogoče za konec tega najinega pogovora Razvojna agencija regionalna. Kako ste tam zadovoljni s tokom dogodkov? Zdaj nekak kadrovska suša je tudi tam, ne? Kako pravzaprav vidite to stvar? Ja, jaz bi najprej rekel, da imamo na nekaterih področjih razvojne agencije zelo dobre rezultate, na nekaterih pa imamo še nekaj prostora za napredek. Tako kot je v vseh sferah, kjer delujemo. Namreč mi smo imeli en razpis za direktorja, svet zavoda v teh dneh zaključuje oziroma je v naslednji fazi izbora samega direktorja razvojne agencije. Jaz verjamem, da bomo v začetku novembra zaključili ta postopek ter potem na vseh 4 občinskih svetih potrdili novega direktorja oziroma direktorico. Jaz mislim, da vsak javni zavod potrebuje vodstvo zato, da lahko normalno funkcionira. Kot sem že rekel, Sklad za pravičen prehod je eden od tistih svetlih točk, ena od svetlih točk naše razvojne agencije. Smo le 2 regiji v Sloveniji imasta možnost črpanja sredstev na tem skladu, tako da tukaj
predvsem si želim, jaz kot župan zdaj govorim, tega, da bi bil naš RRA bolj prisoten v vseh občinah, da ni to ena organizacija, ki je zaprta na lokaciji, kjer deluje, ker jaz mislim, da moramo te razvojne projekte delovati po principu, da smo čim bližje in ljudem in gospodarstvenikom, to so namreč končni uporabniki razvojnih agencij in verjamem, da imamo kot regija eno zelo veliko prednost, ki jo premalo izkoriščamo, to je, da smo v regiji samo 4 občine, ki znamo sorazmerno hitro najti skupen jezik. In tega, verjemite, v drugih regijah ni, ker je število občin neprimerno večje. In se potem lažje sporečajo med seboj in usklajujejo, katera ima bolj prav. Še kakšna pika na i k temle pogovoru najnemu? Še kakšna aktualno sveža stvar? Ja, jaz bi mogoče izpostavil to, da smo vse občine v tem trenutku v sestavah proračunov za leto 2025, da je vsako leto težje sestaviti proračun glede na aktualne povprečnine in na drugi strani na aktualne potrebe oziroma zakonodajne zahteve, ki jih od nas zahteva država. Ni lahko, v resnici ni lahko. Danes se soočamo celo z pojavi občine, ko težko zagotavljamo sredstva za tiste projekte, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev. Tega nekaj let nazaj ni bilo, vsi smo se borili za evropska sredstva, danes pa žal se na kakšen projekt tudi več ne prijavimo, ker ne uspemo zagotavljati razlike. Jaz si tu želim, da pa tukaj ni zdaj, da bi ta vlada to pričela. Ta težava s povprečninami in neenakomernim razvojem Slovenije se vleče že skozi nekaj vlad, da bi tukaj našli način, kako razbremeniti občine, kakršna recimo sta predvsem Trbovlje in Hrastnik, ki imamo zaradi posledic zapiranja rudarjenja izrazito težko demografsko, socialno sliko in tudi sicer v zadnjih letih po razvoju dohitevamo ostalo Slovenijo, a vendarle nismo na enakem. Če vzamemo tu še zraven našo cestno infrastrukturo, v glavnem državno cestno infrastrukturo, jaz mislim, da bi si Zasavje tu zaslužilo en mečkeno več, ker je izjemno težko držati korak s časom, z razvojem in z investicijami z drugimi regijami. In potrebami ljudmi, ne? Drži. Tako. Gospod župan, če sva izčrpala tokratno nabor vprašanj oziroma tem, ki so najbolj aktualne, o proračunu bova govorila prihodnjič, ko bo že pravzaprav ali sprejet ali pa tik pred sprejetjem, tako da se vam lepo zahvalim za pogovor. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa za pozornost.